Vsi svetovalci predsednice republike. Generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije, magister Uroš Krek. Kot predstojnik urada je odgovoren za njegovo poslovanje in s tem zagotavljanje vse potrebne podpore predsednici republike za izvajanje njene funkcije. Funkcijo generalnega sekretarja je opravljal že v času predsednika Danila Türka in bil namestnik generalne sekretarke ter svetovalec predsednika republike Boruta Pahorja za nacionalno varnost. Med drugim je opravljal naloge direktorja uprave za razvoj, uprave za oborožitev, direktorata za obrambno politiko in državnega sekretarja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. V zadnjem obdobju pa je opravljal dolžnosti pomočnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske. Šefinja kabineta predsednice Republike Slovenije Ula Tomadus. Kot pravnica se je ukvarjala predvsem z medijskim, kaznovalnim in ustavnim pravom. Svoje znanje pa je že med študijem dopolnjevala tudi z delom na področju javnih zavodov in nevladnih organizacij. Poklicno pot je začela v odvetniški pisarni Senica in partnerji ter jo nadaljevala kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po pravniškem državnem izpitu, ki ga je opravila z odliko, je delala kot višja pravosodna svetovalka na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Bila je tudi namestnica disciplinskega tožilca pri Odvetniški zbornici Slovenije. Od leta 2019 do nastopa funkcije vodje kabineta predsednice republike je bila odvetnica v odvetniški družbi Pirc Musar in partnerji. Je tudi doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za človekovo varnost, magistra Tatjana Bobnar. Nekdanja ministrica za notranje zadeve ima dolgoletne izkušnje na področju delovanja policije, še zlasti preiskovanja in preprečevanja nasilja v družini, spolnih zlorab otrok in nasilja med mladimi. Pri svojem delu na Policijski upravi Ljubljana in nato na Generalni policijski upravi se je med drugim posvečala pravnim vidikom kriminalističnega dela. Sodelovala je pri pripravi pravnih aktov, ki zadevajo delo kriminalistične policije. Prizadevala si je za izboljšanje delovnih razmer v slovenski policiji na več področjih. Krepila je sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju varovanja človekovih pravic in odprte nestrpnosti. Vodila je projekte z področja krepitve etike in integritete v policiji, psihološke pomoči in podpore v policiji, ustanovila je posvetovalno telo za enake možnosti v policiji. Leta 2018 je postala prva ženska na položaju generalne direktorice slovenske policije. Sodelovala je pri oblikovanju zakonov in komentarjev s področja kazenske zakonodaje in dela policije. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za posebne projekte. Breda Bunič. Breda Bunič ima več kot 20 let delovnih izkušenj iz varovanja in zagotavljanja človekovih pravic, predvsem na področjih uveljavljanja načela enake obravnave, zagotavljanja enakih možnosti žensk in moških ter tudi uresničevanja pravice vedeti. Zadnjih nekaj let je zastopala Slovenijo v generalnem sekretariatu NATO v Bruslju, kjer je poleg razvoja s človekovo varnostjo povezanih kazalnikov za zgodnje zaznavanje konfliktov sodelovala pri pripravi NATOvih politik za zaščito civilistov v oboroženih konfliktih in za preprečevanje s konflikti povezanega nasilja na podlagi spola. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za nacionalno varnost, magistra Nataša Dolenc. Magistra Nataša Dolenc deluje na področju nacionalne varnosti od leta 2000. Na Ministrstvu za obrambo je delovala na področju obrambne politike ter opravljala različne naloge, povezane z obrambnim sodelovanjem Slovenije v EU in NATO. Sodelovala je tudi v mednarodnih operacijah in na misijah.
Kot državna sekretarka je vodila pripravo Bele knjige o obrambi Republike Slovenije in bila članica sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Kot direktorica urada vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov je bila odgovorna za tajne podatke in kibernetsko varnost. Sodelovala je tudi pri pripravi resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Kot politična svetovalka poveljnika KFOR je sodelovala v operaciji KFOR na Kosovu. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za družbene dejavnosti Biserka Marolt Meden. Biserka Marolt Meden je vse svoje profesionalno in tudi velik del zasebnega življenja namenila skrbi za ljudi, še posebej za ranljive skupine. Nekdanja predsednica društva Srebrna nit, Združenja za dostojno starost, je sociologinja, urednica, poslovna upravljavka, aktivistka, humanitarka in prostovoljka. Skupaj s sodelavkami je postavila prvi posvetni materinski dom v Sloveniji in prispevala k sistemskemu financiranju te dejavnosti pri nas. Bila je med pobudniki izgradnje pediatrične klinike UKC Ljubljana, vodila je ustanovo za novo pediatrično kliniko v Ljubljani ter bila 4 mandate poslovna direktorica pediatrične klinike. Je prejemnica številnih priznanj in nagrad. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za zunanjo politiko Mirjam Možgan. Mirjam Možgan je dolgoletna diplomatka. Službovala je kot namestnica veleposlanikov v Washingtonu in Parizu ter bila 3. generalna sekretarka Blejskega strateškega foruma. Kot strokovnjakinja za strateško komuniciranje je svetovala predsedniku dr. Janezu Drnovšku, 5 obrambnim in 3 zunanjim ministrom. Na zunanjem ministrstvu je pomagala pri vzpostavljanju digitalne diplomacije in diplomatske akademije, v zadnjem obdobju pa je podrobneje spremljala področje boja proti dezinformacijam. Svetovalec predsednice Republike Slovenije za politične zadeve Aleksej Skok. Aleksej Skok je nekdanji nepoklicni podžupan Izole z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja lokalnih skupnosti. Bil je med ustanovitelji enega prvih mladinskih svetov v državi, ki mu je tudi predsedoval. Dejaven je bil na mednarodnih področjih prostorskega načrtovanja na kopnem in morju ter pri postopkih izvajanja Barcelonske konvencije v praksi. Ima tudi bogate izkušnje pri vodenju volilnih kampanj na vseh ravneh. Svetovalec predsednice Republike Slovenije za mednarodne odnose dr. Zlatko Šabič. Dr. Zlatko Šabič je profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in direktor raziskovalnega središča za vzhodno Azijo ter soustanovitelj Evropskega združenja za mednarodne odnose. Je član strateškega sveta Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. V tem strateškem svetu je sodeloval na povabilo več ministrov za zunanje zadeve. Raziskovalno se ukvarja z mednarodnimi odnosi, mednarodnimi institucijami, medparlamentnim sodelovanjem in institucionalnimi vprašanji vzhodne Azije. Več let je študiral in raziskovalno delal v tujini, na Norveškem, v Veliki Britaniji, Tajvanu in ZDA. Svetovalka predsednice Republike Slovenije za podnebne politike in človekove pravice Magistra Eva Tomić. Magistra Eva Tomić je večino svojega dela namenila varstvu in uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter večstranski multilateralni diplomaciji. Vodila je prvi urad Sveta Evrope v Črni gori in urad OZN za človekove pravice na zasedenem palestinskem ozemlju. Kot diplomatka je sodelovala na misijah Republike Slovenije v New Yorku in Ženevi ter bila veleposlanica in stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope.
Bila je posebna odposlanka Ministrstva za zunanje zadeve za podnebno diplomacijo, še pred tem je vodila sektor za mednarodne organizacije, predhodno pa tudi sektor za človekove pravice na tem ministrstvu. Posebni pooblaščenec predsednice Republike Slovenije za področje gospodarskih zadev, magister Igor Mervič. Igor Mervič je eden izmed najprepoznavnejših in najuspešnejših menedžerjev na Slovenskem z več kot 40-letnimi izkušnjami. 28 let je kot generalni direktor vodil podjetje Spar Slovenija, predtem je bil 12 let zaposlen v podjetju Lesnina, med drugim pa je bil tudi član upravnih odborov Trgovinske zbornice Slovenije in košarkarskega kluba Olimpija. Januarja 2022 mu je združenje Menedžer podelilo priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta. S predsednico republike sodeluje na področju samooskrbe in prehranske varnosti, gospodarskih vprašanj ter drugih področjih, kjer ima dolgoletne strokovne izkušnje. Ena izmed njegovih glavnih nalog je priprava predsedničinega foruma o samooskrbi in prehranski varnosti, ki je načrtovan v oktobru 2023.